obarvan z veliko tragedijo, ki je zgodila z včerajšnjim dnem na gradbišču Hidroelektrarna Blanca. Z tega bi predlagal, da glede na to, da se nahajamo v eni v največjem proizvajalcu energije z obnovljivih virov iz vode, Dravskih elektrarnah Maribor, da se začetek z minuto molka posvetimo vsem tem tragičnim žrtvam včerajšnje tragedije na Hidroelektrarni Blanca, ki se je zgodila in bi prosil za minuto molka. Eno izmed osnovnih ali pa vaših glavnih vprašanj, ki seveda niso bili plan današnjega dneva, ali se lahko podobna tragedija zgodi tudi na reki Dravi. Tragedija tega kova se lahko zgodi na vsaki reki, od tega ne moramo bežati. Vendar dejstvo je, da se na reki Dravi iz praktičnega vidika takšna tragedija ne more ponoviti, saj je osnova za takšno tragedijo dejansko objekt v izgradnji, kjer zatvornice niso postavljene, pri objektih, ki pa delujejo in so, pa je to možno zgolj v trenutkih prelivanja, vendar so pravilniki o plovbah v notranjih vodah in vse ostale zadeve toliko natančni, da je to skoraj nemogoče. Pravilniki o plovbi v notranjih vodah so prepuščeni lokalnim skupnostim. Mestna občina Maribor je za področje reke Drave ravno v postopku potrjevanja takšnega pravilnika in lahko povem, da je ena izmed, če rečemo, točk ali vprašanj, ki je ostala odprta, tudi fizična zaščita pred samimi objekti. V skladu z pravilnikom o obratovanju hidroelektrarn na reki Dravi je slehno približevanje objektov manjše od 100 metrov prepovedano. V preteklosti so bili objekti zasedeni z posadkami, je bila kontrola nekoliko lažja. Imeli smo bili tam. Danes, ko tega ni, sami razmišljamo o tem, da bi tudi v ta namen postavili določene fizične prepreke, v obliki mrež, vrvi, s katerimi bi nekako ločili sam dostop ali nekako omejili dostop do elektrarne, do objekta. Zato bi še enkrat ponovil, da iskreno obžalujem včerajšnji dogodek, vsem družinam, svojcem, znancem, prijateljem, žrtev, izrekam iskreno sožalje v upanju, da se kaj podobnega več nikoli ne ponovi, saj takšnih tragedij si nihče na svetu ne želi in mislim, da tudi niso potrebne. Tudi na vprašanje, ali se kaj podobnega že zgodilo na reki Dravi, vam lahko povem, da v naših objektih se tega še nikoli ni zgodilo kaj podobnega. Bili so v preteklosti določeni poskusi, da bi se spustili določeni avanturisti preko naših jezov, vendar smo se uspešno stavili, v zadnjih 10 letih pa je tega več ni bilo. Tako da obžalujem, da smo morali danes današnji dan začeti za to temo, vendar smatram, da je zadeva verjetno predvsem za vas tudi toliko pomembna in za vse nas toliko obžalovanja vredna, da je bilo prav nameniti ta kratek uvod.